Dragi orakli, živjo! Torej, dragi moji, gremo noter. V tem mesecu treniramo zavestno življenje. Zdaj, vsi, ki smo v šoli OM, vsak mesec treniramo zavestno življenje. Zakaj sem pa izbrala, da se bomo ta mesec malce bolj poglobili v temo zavestnega življenja? Zaradi tega, ker se mi zdi, da včasih sploh ne vemo, kako odreagirati v dani situaciji, ki nas iritira, ki nas vrže v 3D. In glede na to, da nas življenje stalno trenira, meče nas v 3D in potem moramo trenirati, da pridemo v 5D in postane 5D naša nova realnost, sem se odločila, da bomo v bistvu pogledali po področjih našega življenja najbolj pogoste situacije, ki rušijo našo dobrobit, ki nižajo našo vibracijo v življenju. To so odnosi, to je obilje, to so finančne zadeve, to je zdravje, družina, otroci, služba, telo, zdravje. Skratka, toliko je enih aspektov našega življenja, kjer je naša duša izbrala zasidrati peto dimenzijo, zasidrati zavesten način življenja in kjer absolutno ti že to fantastično obvladaš in ti dobro gre. Mogoče pa na kakšnem področju pa še vedno ti zdrsneš v 3D in v bistvu bomo danes šli tako pogledati čez vsa področja življenja, naše najbolj pogoste napakice in bomo pogledali, zakaj mi še vedno delamo te napake, kako lahko praktično te naše spodrsljaje obrnemo in jih v bistvu zamenjamo za neko bolj zavestno izbiro, za nek bolj zavesten odziv. Torej, kaj pomeni zavesten način življenja? Po domače povedano, da budno hodiš skozi svoje življenje, da nisi zataknjen v svoji tretji dimenziji žrtve, ampak hodiš skozi življenje v energiji vodje, v energiji kreatorja. In v vseh področjih življenja imamo priložnost, da se postavljamo v to pozicijo, zavestno pozicijo voditelja, zavestno pozicijo kreatorja, vodje. In ko se postavimo tja, kaj se zgodi? Ja, življenje se začne premikati v smeri, ki si jih mi zase želimo, v smeri, ki so z nami vibracijsko skladne. In danes sem si zamislila, da najprej razložim en najbolj pomemben princip zavestnega načina življenja. To sta dva stanja zavesti. Potem gremo pa po področjih pogledati naše 3D spodrsljaje in kako jih lahko zamenjamo, zato ker ne želim samo, da danes ugotovimo, sranje, še vedno mi spodrsne in delujem v 3D. Ne, danes želim, da vidimo to, tamle mi še vedno spodrsne, ampak kaj je rešitev, kaj je korak, ki ga lahko naredim naslednjič, ko se znajdem v tej situaciji. Torej želimo, da je ta dogodek praktičen in takšnega sem pripravila, tako da, ko boš danes ugotovil tekom tega predavanja, kje ti spodrsne, vzemi papir, svoj zvezek, svinčnik in zapiši si tisti zavesten korak, ki ti ga bom dala. Zakaj? Zato, ker to je tvoja domača naloga. Nekateri imamo večji izziv v odnosih, drugi večji izziv v denarju, tretji v zdravju. Ko vidiš, kaj je tvoja točka izziva in ko dobiš danes zavesten korak, je tvoja naloga, da ta zavesten korak apliciraš v svoje življenje. Zato, da pač mojstrimo peto dimenzijo. Torej, ali smo pripravljeni, da skočimo notri? Mislim, da smo, z temi čustvenčki smo si zelo dvignili vibracijo, tako da gremo. Nekaj pa bi še rada rekla, predno skočimo v to. Vse to, kar bomo danes se pogovarjali, lahko da ti bo kakšna stvar že, saj to smo pa že govorili, saj to smo pa že se večkrat pogovarjali. Danes bomo naredili en tak, kako bi ti mu rekla, celosten pregled, kakor da bi mogla v enem dogodku odpredavati glavno sporočilnost šole OM. Evo, to je moj cilj. Da v enem dogodku, oziroma v 2 dogodkih tega meseca, ti dam tiste največje sladkorčke
In ko te največje sladkorčke ti vtelesiš in živiš, si na raketi. In takrat se ti življenje kreira po tvoji vibracijski skladnosti. Tako da gremo na raketo. Prosim, da je naša vstopna energija v to. Ok, bravo, tukaj mi že gre ful dobro. Prepoznaš svoj uspeh. Ne je v to, jaz pa to živim, jaz pa tega ne rabim. Opazi, prepoznavaj. V vsaki točki se lahko nekaj naučiš. Ko sem se pripravljala na ta dogodek, mi je bilo tako, ok, wow, še sama rabim vsake toliko časa te stvari ponoviti, pa živim to že toliko let, ne? Tako da vstopimo v ta dogodek z odprtim srcem, z odprto glavo. Kako lahko prepoznam sebe, kje je še moj prostor za rast, kje si lahko točem petko, kje pa lahko rečem, ok, to je zdaj moj naslednji zavesten korak. Ok. Zavesten način življenja pomeni, da ko imaš na izbiro biti žrtev in biti vodja, izbereš biti vodja. Kaj pomeni, ko smo v eni ali v drugi dimenziji? To je v bistvu najbolj ključen princip, ki ga potrebujemo v tem življenju izmojstriti. In sicer, da izstopimo iz vloge žrtve v vlogo vodje svojega življenja. Ko narediš ta premik na vseh področjih, tako v odnosih, da nisi žrtev, tako v delu, da nisi žrtev, tako v odnosu do telesa, da nisi žrtev, tako v odnosu do denarja, da nisi žrtev, ampak se povsod povzdiguješ v energijo vodje, pa si zmagal. Zakaj? Zaradi tega, ker ko si ti vodja, se ti postaviš v pozicijo kreatorja, kar pomeni, da si lahko kreiraš to, kar si želiš. Če si žrtev, si pa samo v nemoči in samo čakaš, da se bodo zate situacije spremenile. In veš kaj? Ne bodo se. Zato, ker nihče ne bo prišel tebe rešiti. Ti si tukaj, da kreiraš svoje življenje. Ok, gremo pogledati obe dve te poziciji malce bolj poblizu. Torej, ko smo v vlogi žrtve, v odnosu do življenja in do vseh področji, ki jih bomo omenili, mi v bistvu delujemo zelo pasivno. Torej, življenje dojemamo, kot da se dogaja nam in da so drugi ljudje krivi za to, kjer mi smo. Torej, mi smo nemočni, ne moremo nič spremeniti. Naprimer, moj otrok ne uboga in ne gre spat takrat, ko mu rečem. Moj otrok izbira kaditi in imeti nezdrave navade. Moj otrok hoče viseti na telefonu in ga nikakor ne morem spraviti iz tega, da bi nehal to početi. Moj partner mi ne daje toliko pozornosti, kot bi si jo želela. Moje telo ima konstantno neke izzive in se kar ne sestavi in se ne sestavi. Nikoli nimam dovolj denarja. Moja mama se stalno vtika v moje življenje. Skratka, to so vse primeri, ko mi vstopimo v pozicijo žrtve. Žrtev je pasivna in reče, drugi so krivi za to, kako se jaz počutim, drugi so krivi za okoliščine, ki jih imam v svojem življenju in v bistvu žrtev ne živi v stiku s svojo močjo, ampak to moč daje v roke drugega. Torej, preloži odgovornost za sebe, za svoje počutje, za svoje stanje na ven. In je zelo pasivna. Torej, vidi problem, govori o njem, potencira ga, ne išče pa rešitev. Čaka, da se bo od zunaj zgodila sprememba in celo pričakuje, da se drugi spremenijo. Se pravi, partner mora biti drugačen, a ne šef, sodelavka mora biti drugačna, zato da se bomo mi dobro počutili. In v bistvu čakamo, ko smo v žrtvici, čakamo, da bo svet boljši, ker se ne zavedamo, da ta svet skupen ali naš oseben kreiramo mi sami. Torej, vloga žrtve je vloga pasivnosti, nemoči. In je ta energija, zakaj se ravno meni to dogaja? Joj, upam, da bodo kdaj boljši časi. Ko smo v žrtvi, se stalno pritožujemo, vedno nam je premalo, nikoli nismo zadovoljni, vedno nekaj manjka. To je pozicija čiste 3D realnosti. In če pogledamo v družbo,
To je še vedno in, da si v tej energiji. Ok. Ko si v energiji žrtve, si v energiji preživetja. V nizko vibrirajočih čustvih, ki te po spirali peljejo dol, 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 dol in ne moreš iti ven. Imaš občutek, kot da si stalno v začaranem ciklu, stalno v vrtenju istega CD-ja. To je energija žrtve, 3D. Ok, kaj pa na drugi strani reke? Na drugi strani reke je pa 5D. To je pa energija vodje, voditelja, kreatorja. Nekdo, ki je vodja, se zaveda, da je njegovo življenje zgolj podaljšek njegove notranje nastavljenosti. To, kar je v tebi, je zunaj tebe povečano in deljeno. Voditelj se zaveda, da to, kar vidi v zunanjem svetu, je samo ogledalo, ki mu kaže, v kakšnih programih živi, v kakšni vibraciji živi. In ko doživi nekaj, kar mu ni všeč, vodja ne bo šel na polno se kregati, pa pritoževati, pa razlagati, pa zgubljati energije s tem. Ne. Vodja, ki je v 5D, torej mi, ki smo v 5D, se zavedaš, to se dogaja, ok. Moja vibracija ustvarja mojo situacijo. Svet, ki ga doživljam, je moja kreacija. Torej, če je svet samo ogledalo, ne moram čakati, da se bo svet spremenil, ker ga jaz kreiram, torej vir je v meni. In karkoli je zunaj, se da spremeniti in se bo spremenilo, ko se bo moja notranja energija, moja vibracija in moje informacije, programi, v katerih živim, spremenili. Torej, vodja bo vedno iskal rešitve. Vodja se zaveda, da svet kreira on. S svojo energijo, s svojimi načini delovanja, s svojimi programi. In v bistvu situacije, ki se dogajajo, so samo dušna lekcija. Partner me je pustil, ful me boli, ok, očitno je moja duša prišla trenirati to. Sprejmeš, dovoliš, vzameš lekcijo, se z njo ukvarjaš. Ni partner kriv, ker te je prevaral, ampak ti prevzameš odgovornost za to, zakaj si ti sokreiral to realnost. Ok, moj otrok mene ne posluša, kako lahko delujem, da svojemu otroku zavestno pokažem z zgledom, kako se sooča z življenjem. Ok, moje telo je zbolelo, namesto da ga kritiziram, kako je nesposobno in počasno v zdravljenju, kako lahko telesu dam čisto vse, kar potrebuje. Očitno je prišlo do odstopanja med mojo dušo in med tem, kako živi moje življenje, da mi je telo reklo, stop, nekaj delaš proti sebi. Ok, torej oseba, torej mi, ki smo v energiji 5D, čisto vsako situacijo vidimo kot trenutno situacijo. To se dogaja, ok, to je samo ogledalo tega, kaj trenutno nosim v sebi. In ko spremenim tole znotraj, se zunaj spremeni realnost. Ker ko smo v vodji, ko smo v tej energiji, se zavedamo, da mi kreiramo. In vse, kar je zunaj, se da spremeniti, ko se spremeni notranja nastavljenost. Torej, to je energija kreacije. In to je zelo aktivna energija. Karkoli se nam dogaja, gremo v akcijo. Kako lahko to transformiram, kako lahko to sprejmem, kako lahko v tej situaciji delujem, da naredim drugačno realnost. In to je tisto, kar v bistvu želimo zasidrati v čisto na vsakem področju našega življenja. Ja, mogoče ti uspe biti vodja na delovnem mestu in kreiraš v svojem delu, izražaš svoje darove, ustvarjaš obilje, a na področju partnerstva se ti pa še vedno zgodi, da padeš v ljubosumje in v občutek, da te partner nikakor ne more zadovoljiti.
ali pa v družinskih odnosih še vedno se vtikuješ v to, kako živijo tvoji otroci, ki so morda že odrasli, ali pa tvoji starši se vtikujejo vate in ti še vedno kot mali otrok hočeš ugajati. Vsak od nas ima na določenem področju večji trigger, večji gumb, ki mu ga življenje pritiska, ki ga vabi, stopi v čevlje voditelja tukaj. Vidim, da že obvladaš biti vodja v odnosu do telesa in imaš telo, ki je zdravo in tudi ko zboli ga sestaviš top. Kaj se ti pa dogaja v odnosu do denarja? Ustvarjaš tak pretok, da si v stalni kreaciji in da je zate vsega dovolj. Torej, imamo dve poziciji. 3D, 5D. Žrtev, vodja. Preživetje, kreacija. Pasivnost, aktivnost. Pritoževanje in povečevanje problemov, oboževanje tega, kar funkcionira in iskanje rešitev. Nizka čustva, visoka čustva. Nizka energija, veliko energije. Stalne bolezni, zdravo telo. Stalno v odnosih nekaj manjka, obožuješ odnose in si hvaležen za to, kar ti dajejo. Pomanjkanje denarja, dovolj denarja. Nezadovoljstvo v službi, strah, kreativnost v delu. Delaš to, kar je tvoje poslanstvo. Skratka, vsa področja, ki jih bomo zdaj nanizali, boš preveril, ali si v žrtvi v 3D, ali si v vodji v 5D in če slučajno pogruntaš, da si že v 5D, si tolčeš petko, če pogruntaš, da si še vedno v 3D, se ne obsojaš, ampak uporabiš trik, ki ga bomo danes povedali kot aktiven korak, da se na tistem področju prestaviš ven. Zdaj pa predno skočimo notri, ali smo razumeli to glavno razliko. Vodja, oziroma žrtev in vodja. Žrtev je oseba, ki je pasivna, ki čaka, da se bo za njo nekaj zgodilo in je konstantno nezadovoljna in misli, da nima moči in živi v strahu, kontroli in preživetju. Vodja je oseba, ki kreira, ker se zaveda, da je to življenje samo eno od kreacij, to je samo eno od življenj njegove duše. In ko smo v vodji, smo stalno v aktivnosti. Kreiramo svet, ki si ga želimo. Pravi Romana, razumemo. In zdaj gremo najprej na odnose. Naši odnosi so najbolj močen trigger, ki nas vrže ven iz našega centra, iz naše energije voditelja. Zakaj? Zato, ker smo bili v bistvu izbrani, mi smo si izbrali ljudi, naše otroke, naše starše, našega partnerja, naše sodelavce, vse duše, ki z nami doživljajo to življenje, smo mi v bistvu izbrali na dušni ravni, da nam pomagajo delati ta trening. In naš največji trening tega življenja je to. Postavi se v pozicijo voditelja, v pozicijo vodje v vseh področjih tvojega življenja. Nisi žrtev, nisi nemočen, nisi nevogljen, ni vira od zunaj, vir si ti. In a veste, koliko tisočletji programiranja moramo mi v bistvu prerastati? V preteklosti je bilo oblastem bistveno, da te prepričajo v to, da ti nisi močan. Je bilo voditeljem bistveno, da te naredijo vodljivega, da imaš občutek, da si vdan v usodo in da nimaš moči. Zakaj? Zaradi tega, da so lahko oni vodili in oni izbirali. Včasih je bila moč postavljena v piramido. Na vrhu tista peščica ljudi je vodila, ostali pa kot ovčke sledili. Ni več ta pozicija, postavlja se krog, kar pomeni, vsak človek v krogu je pomemben, vsak človek je voditelj.
In če smo v preteklosti imeli enega kralja, ki je vodil celo državo, smo imeli enega vodjo, ki je povedal, kaj se bo dogajalo, vsi ostali smo pa samo čakali, da se bomo odzvali na navodila, se zavest, ki se premika na planetu, postavlja v posameznika. Krog, ni več zgoraj pa spodaj, vsi smo v enosti. Torej, evo še srčki so se narisali, torej, vsak od nas potrebuje postati avtoriteta, vodja svojega življenja. In ko to narediš, kar naenkrat nihče ne bo imel moči nad tabo. In nihče ne bo tvoja avtoriteta. Ja, in ti si mogoče zdaj misliš, država pa že ni moja avtoriteta. A so mogoče otroci tvoja avtoriteta, ker te šetajo sem in tja? A so mogoče tvoji starši tvoja avtoriteta, ker še vedno ne narediš koraka, katerega čutiš, da bi želel narediti, zaradi tega, ker te je strah, da bo oče mislil, da si stran vrgla svojo izobrazbo, ker hočeš zdaj delati nekaj čist drugega. A je partner tvoja avtoriteta? Nekdo je zunaj tebe tvoja avtoriteta. Ko si v tej energiji žrtve, v vseh situacijah, kjer ti ne prevzameš akcije, ne prevzameš vodilne pozicije, ti drugemu daješ moč. In potem si razočaran, zaradi tega, ker se ljudje odločijo na nek način, ki tebi ne ustreza. In a veste, kaj se bo zgodilo z družbo? V trenutku, ko bo vsak postal voditelj samega sebe, vodja svojega življenja, ne boš več sledil usmeritvam, ki niso s tabo skladne. In kaj se bo zgodilo? Od znotraj bo prišla moč za kreacijo, od znotraj boš kreiral svet, ki ga želiš. In ker živimo v vesolju, kjer je vsega v presežku, vsega je dovolj, se bo samo drugače postavila cela dinamika. In torej, ti kot zavestna oseba se zavedaš, da je tvoja glavna naloga v tem življenju izmojstriti to, da preskočiš iz žrtve v vodjo. Iz 3D v 5D. Iz osebe, ki je pasivna in samo čaka, da se bo svet spremenil zunaj nje, v osebo, ki je aktivna in ki se da v smeri, ki jo prižigajo, ki jih želi doseči in uporabi svojo energijo za kreacijo. Torej, mi dvigujemo čisto drugo zavedanje in to je, nisi tukaj zato, da preživiš. Ne bodi zataknjen v strahu, v preživetveni energiji. Tukaj si, da kreiraš. Kot zavest smo v preteklih dobah trenirali prvo in drugo čakro. To je preživetje. Ne? Zdaj gremo v tretjo in četrto. To pomeni moč, voditeljstvo, kreacija od znotraj in energija srca. Ljubezen, ljubezen, ljubezen. In zato, da se to lahko zgodi, se moram jaz, ti, vsak od nas tukaj in cela naša okolica korak za korakom povzdigniti v energijo vodje.